Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes pogledamo že utrinek številka 12. Utrinek se nahaja v rokovniku za leto 2021. Utrinek številko 12 ima naslov Sprejmimo. Sprejmimo. Vsaka nova izkušnja nam prinese nekaj novega. Če je izkušnja prijetna, jo z lahkoto sprejmemo. Če je izkušnja boleča, nam je težko. Občutimo lahko jezo, bolečino ali razočaranje. Novi občutki nam niso prijetni. Poskusimo iti na pot odpuščanja. Pot iskanja odgovorov na vprašanje. Zakaj? Zakaj meni? Odpustimo sebi. Odpustimo drugim. Sprejmimo izkušnjo. Naredimo nov korak. Pa preberem utrinek na moj način. Sprejmem. Vsaka nova izkušnja mi prinese nekaj novega. Res je, na vsako novo pot, novo izkušnjo, ko se podam, ne vem, kaj me čaka na koncu. Lahko je ta izkušnja prijetna in takšno z lahkoto sprejmem. Če pa je izkušnja boleča, seveda mi je težko. Tudi pretekle izkušnje niso bile vedno lepe, navdihujoče, rožnate. Z nekaterimi sem stopila v svet bolečine, razočaranja. Seveda sem tudi občutila jezo. Novi občutki mi niso bili prijetni. Šla sem na pot raziskovanja. Iskala sem odgovore. Kaj mi določena izkušnja sporoča? Kam me vodi? Kaj mi želi povedati? Iskala sem odgovore na vprašanja. Zakaj se mi to dogaja? Kaj mi sporoča telo? Seveda, zakaj se dogaja meni? Včasih zakaj samo meni. Ampak, ko sem začela gledati iz druge perspektive, kaj jaz lahko spremenim, zakaj to mene boli, prizadene, jezi. Ko na nekoga na drugi strani, ali osebo, ali izkušnjo, nisem gledala obtožujoče, ampak sem iskala odgovore. Od kje to izvira? Zakaj me tako boli? Vračala sem se v različne dogodke za nazaj. Primerjala z dogodki, ki se mi dogajajo. Pri nekaterih je bila zelo podobno. Pot, situacija samo različna. Kot bi lahko rekla, da učne lekcije, ki so me učile enako, le na malo drugačen način. Seveda najprej sem mogla spoznati, zakaj gre, in počasi vstopiti, da sem odpustila sebi.
in na to vsem, ki so bili v to vpleteni. Izkušnjo sem sprejela. Ko sem ugotovila ta vzorec ponavljanja, ga razrešila, šla čez različne faze odpuščanja in sprejemanja, da ni bilo več. In to je tisto, kar mi je prineslo največ bogastva v sebi. Na to mesto, kjer je bila jeza, bolečina, žalost, razočaranje, je prišel mir, ljubezen. In to je tisto, kar mene danes bogati. To je tisto, kar rada nosim v sebi. Mir, ljubezen, srečo, radost. Lahko rečem, da sem izkušnjo sprejela. In nekako lahko rečem, da sem naredila nov korak. Saj veste, jaz pravim, vsak hodi po svojih stopnicah. Gremo gor. Na novo stopnico stopimo, ko smo na njo pripravljeni. Na našo pot vstopajo tudi različni ljudje. Na tej naši poti nam tudi podajo roko, da stopimo lahko korak višje. In vedno si želimo in hrepenimo po koraku višje, saj nas gor čaka lepši razgled. Tako, to je bil naš utrinek številka 12. Sedaj pa pokukamo še v karto, katera bo z nami v naslednjih dneh. Poglejmo. Dotik blaginje. Če pogledamo fotografijo, smo mi tisti, ko predelamo določeno izkušnjo, ki za nas ni prijetna, boleča, nam je povzročala jezo, žalost, bolečino, razočaranje. Ko mi odženemo te temne oblake, smo mi tisti, ki smo na vrhu, in mi smo tisti, ki imamo najlepši razgled. In lahko uživamo v naši blaginji. Imamo pravico do nje. Pa poglejmo, kakšen napotek nam naša karta podarja. Dotik blaginje. Vodja, vodiš konje po različnih poteh do znanja. Imaš moč ustvarjati nove, posebne in tudi drugačne stvari. Imaš moč vodje. A pazi, ta trenutek moraš zadevo malo bolj preučiti. Poišči odgovore, zakaj. Namen, kako se ob tem počutim, kaj pričakujem, zakaj ne počakam, zakaj je to prava pot. Preveri, ali ti prinaša blaginjo, ljubezen, nežnost, iskrenost, toplino, lepoto, hvaležnost. Jo prinaša tebi in tvojim najbližjim? Če je odgovor da, je čas, da sprejmeš odločitev. Odločitev, ki je pred vami. Mogoče je prav to
vaš novi korak po vaših stopnicah. Poiščite odgovore na vse vprašanja, ki so povezane s to karto. In vi, le vi, veste, ali je sedaj pravi čas, da naredite nov korak, da naredite spremembo v sebi. Ampak ne pozabite, vse, kar počnemo iz ljubezni, s srčnostjo, dobrobit sebi in ostalim. Vse to, vse te zgodbe vas bojo na koncu nadgradile, podarile vam bojo veliko. Od sreče znotraj in sreče navzven. Podarile vam bojo tudi mir. In to je resnično, resnično zelo velik dar. Tako da, pogumno se podajte na nove preizkušnje. Seveda, če je vaš odgovor na vprašanje da. Veselim se že naslednjega srečanja, kjer bomo skupaj pogledali v utrinek številka 13. Hvala vam, ker ste bili z mano. Se vidimo kmalu.